žal se prepogosto dogaja, da namesto z ukrepi, ki bi vzpodbudili gospodarsko rast in nova delovna mesta, vlade prihajajo v reševanje proračunske luknje z novimi obremenitvami gospodarstva. Danes bo na ekonomsko-socialnem svetu minister za finance predstavljal v nadaljevanju, ker to je bilo že v prvem delu prejšnji teden, kaj vse bo vlada naredila za to, da bo zaprla proračunsko luknjo. In kot vemo, vlada predvideva dodatne obrnitve gospodarstva, kljub temu, da je ne samo v koalicijski pogodbi, ampak pravzaprav dnevno slišati tudi z njihovih vrst, da nove obrnitve gospodarstva ne pridejo v poštev. Mi smo na podlagi naših analiz ugotovili, da smo v zadnjem obdobju od leta 2010 povečali trošarine za elektriko za 500%, za plin in pogonsko gorivo 411%, za obnovljive vire energije in za kogeneracijo preko 300%, trošarine za zemeljski plin preko 200% in še druge dodatne obremenitve. Grozijo nam, kot rečeno, nove obremenitve, povečevanje več kot 100% prispevka za obnovljive vire energije, naj bi prenehala veljati obstoječa shema oprostitev za CO2 dajatve, za obstoječe zavezance naj bi za 80% dvignili prispevke za učinkovito rabo energije, da ne omenjam trošarin za energetsko intenzivna podjetja v papirni industriji in nenazadnje v zadnjem koraku tudi trošarine na sladke pijače. Če pogledamo mednarodno primerjavo, je v tem trenutku Slovenija po okoljskih dajatvah na drugem mestu med državami, članicami Evropske unije, pri energetskih dajatvah, kamor štejemo tudi dajatve za CO2 izpuste, na prvem mestu, in tudi pri implicitni davčni stopnji na energijo smo dvakrat višji, kot je recimo v Višegrajski skupini. Soočamo se že s tako imenovano tretjo grožnjo z obdavčenjem sladkih pijač. Domneven razlog naj bi bil prevelik vnos sladkih pijač pri otrocih in mladostnikih ter s tem povezana debelost. Vsi pa vemo, da gre dejansko za polnjenje proračuna in da se ta sredstva, ki bi se na ta način zbrala, nikakor ne bodo namenjala za recimo promocijo zdravega življenja in zdravega prehranjevanja. Če povzamemo, komu bi na ta način država škodovala, ker bi vzela najprej energetsko intenzivnim podjetjem, ki predstavljajo skoraj 18% slovenskega izvoza in izvoz v njihovih prihodkih predstavlja skoraj 75%. Nekatera so tudi v tuji lasti, vemo, kako negativna je stigma neupravičeno do tujih vlagateljev v Sloveniji in to seveda še dodatno zbuja kredibilnost in tudi verodostojnost Slovenije v očeh tujih vlagateljev. Predstavljajo preko 27 000 zaposlenih in naj povem, da so 4 panoge že v izgubi med vsemi temi panogami. Metalurgija, steklarne, cementarne in proizvajalci brezalkoholnih pijač. Papirnice so pa nekje na meji, oziroma če bi ne bilo enega podjetja, potem bi celotna papirniška branža tudi bila že v izgubi. Brez imena navajamo tukaj primer enega podjetja, kjer se bojo davki na energente v primerjavi z letom 2010 povečali za 5-krat. Pri industriji brezalkoholnih pijač, ki zaposluje sicer neposredno res samo 700 ljudi, pa se je v zadnjih letih že tako dogajalo precej neugodnih trendov in ob tem je treba opozoriti, da se bodo ogrozila oziroma da bodo močno ogrožena tudi podjetja, ki so v tej verigi, od dobaviteljev sadja, embalaže, surovin in tako naprej.
Obremenitve energetsko intenzivnih dejavnosti zmanjšujejo konkurenčnost in odločilno vplivajo na razvojne investicije. Po naših ocenah je ogroženih zaradi vseh teh novih dajatev približno 5000 delovnih mest. To seveda ne pomeni, da bomo 5000 delovnih mest kar avtomatično izgubili. Prepričan sem, da bodo ta podjetja še naprej krvavi pot potila, kot pravimo, ampak vsekakor močno s tem ogrožamo 5000 delovnih mest. Prav tako je avtogol, kot pravimo na gospodarski zbornici, da s tem poglabljamo investicijski krč, saj kaj je slabšega, kot imeti pogoje za poslovanje, v katerih ni jasno, kakšni bodo davki, obremenitve in druge obveznosti v naslednjem obdobju. In seveda je to tudi zelo močan razlog za to, da odganjamo potencialne domače in predvsem tudi tuje investitorje. Zdaj mislimo oziroma trdimo, da vlada zavaja svojo retoriko, ker pravi, da gre pri trošarinah na sladke pijače za zdravje slovenskega prebivalstva, mi pravimo, da gre predvsem za polnjenje proračuna. In vsi ti argumenti, ki jih tukaj navajamo, mislim, da ne stojijo. Primerjave, ki so bile pripravljene, kažejo, da bodo ti inovativni izdelki, kot pravimo po meri potrošnika, celo najbolj obdavčeni in dvomimo, da je ta trošarina kot neka palica, priložnost za inovativnost tega sektorja, kot to trdi resorni minister. Ko gre za energetsko intenzivna podjetja, je seveda naše vprašanje, ali vlada s tem sporoča, da te industrije, ki kot rečeno predstavlja 17% slovenskega izvoza, ne potrebujemo več, oziroma zakaj se, tako kot v Nemčiji, ki ima posebno shemo za obnovljive vire energije, tudi pri nas vlada ne bori za podobnimi ukrepi. In zakaj dodatno kaznujejo podjetja, ki so v zadnjem obdobju najbolj ozelenila svoje poslovanje. Na tej tabeli, vi imate to tudi malo bližje v teh prosojnicah, ki ste jih dobili sprintane, vidimo, da se je prav sektor industrije v zadnjih 18 letih najbolj lotil zmanjševanja obremenjevanja okolja, po drugi strani pa je bil seveda, kar smo že na začetku videli, najbolj obremenjen z novimi dajatvami. Tako je recimo delež izpustov v sektorjih raba goriv v industriji in gradbeništvu in industrijskih procesov se zmanjšal iz 28 v izhodiščnem letu na 14%, medtem kot vidimo tukaj promet recimo neprestano narašča kot obremenjevalec okolja. Zavajajoča je tudi vladna retorika pri rebalansu proračuna, da se bo borila proti sivi ekonomiji, čeprav tudi z novimi dajatvami predvsem polnijo proračun, ne pa, da bi se bojevali proti sivi ekonomiji. Zakaj recimo ne uvedejo davčnih blagajn, inšpektorje, ki bi jih s tem razbremenili, pa preusmerijo dejansko k nelojalnim šušmarjem? Zakaj povečujejo recimo birokracijo za podjetja s paragonskimi bloki, namesto da bi zmanjšali birokracijo sodobnimi IT rešitvami? In zakaj hkrati, ko uvedemo recimo davčne blagajne ali ne znižamo davčnih stopenj, kot recimo na Hrvaškem, in preusmerimo utajene davke od davčnih goljufov k poštenim plačnikom? Pri obdavčitvi študentskega dela prav tako mislimo, da ne gre za razbremenjevanje, ampak da gre za krpanje javnih blagajn, saj hkrati s tem ne prihaja do znižanja obremenitev izrednega delovnega razmerja. Zato naj še enkrat poudarimo, mi smo v zadnjem obdobju od leta 2008 v gospodarstvu izgubili 90 000 delovnih mest, v javnih sektorju pa smo, tu imamo dva podatka, po AJPES-u za 4 000, po podatkih SURS-a pa celo za 12 000 povečali število zaposlenih. Razmerje med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju se je poslabšalo iz 2,7 na 1 v 2008 na 2,4 proti 1 v letošnjem letu.
in Slovenija je na visokem 4. mestu po hitrosti naraščanja javne porabe v bruto domačem proizvodu glede na leto 2008. Letos bo res da gospodarska rast 2-odstotna, vendar verjetno ni potrebno ponovno ponavljati, da je ta gospodarska rast brez rasti delovnih mest in da je naš bruto domači proizvod še vedno bistveno nižji, kot je bil leta 2008, da imamo obseg tujih investicij še enkrat nižji, kot je v državah Srednje Evrope in je 4. najnižji v Evropski uniji. Vlada pa s tem obremenjuje tudi številna podjetja v tuji lasti in še dodatno daje signal, da je Slovenija relativno zaprto in nekonkurenčno področje za tuja vlaganja. Vlada je netransparentna, ker je že pred 5 meseci obljubila, da bo pripravila analizo in na podlagi te analize tudi izvajala določeno strategijo in ukrepe, kako obremenjevati gospodarstvo in predvsem industrijo. Se pravi, te analize nimamo že 5 mesecev, vmes pa smo dobili te ukrepe, s katerimi bomo dodatno obremenili gospodarstvo in kot rečeno, vlada zamuja z shemo za obnovljive vire energijo, tudi povezano z dajatvami zaradi izpustov CO2 in je tudi pri tem zamudila vse roke, ki si jih je sama zadala. Zato mi zahtevamo od vlade, to bo tudi današnje sporočilo na ekonomsko-socialnem svetu, da vlada transparentno in predvsem bolj odgovorno pripravlja posege v gospodarstvu in predvsem, da na to odgovori z pravo reformo javnega sektorja. Konkretno pa mora pripraviti, tako kot se tudi sama zavezala, shemo za obnovljive vire energije, za kogeneracijo ter dajatve CO2, ki ne bodo dodatno obremenjevala podjetij z dajatvami, ampak jih bodo razbremenila. Prav tako nasprotujemo dodatnim obremenitvam za učinkovito rabo energije v sektorju energetsko intenzivnih podjetij. Vlada naj pripravi sistemske ukrepe za izboljšanje javnega zdravja, ne pa da za neučinkovitim obdavčenjem pod krinko skrbi za zdravje zgolj krpa proračunsko luknjo. Pri davčnih blagajnah naj uvede sodobne prijeme za boj proti sivi ekonomiji in znižuje davčne stopnje, ne pa, da so vsi ukrepi ponovno usmerjeni samo k povečevanju birokracije, obremenitve gospodarstva in ne pa zmanjševanju stroškov dela. Skratka, pričakujemo neko celovito strategijo, s katerimi bo vlada pripravila ukrepe za vzpodbujanje novih delovnih mest, ne pa za ogrožanje obstoječih delovnih mest. Na koncu imate še nekaj definicij, ki se v vsakdanjem življenju pri nas zelo pogosto pojavljajo, enostavno za prispevke, za obdavčitve iz naslova energentov in varstva okolja. Z nami so danes tudi predstavniki iz gospodarstva, da bodo te splošne ocene in zahteve, ki jih imamo na gospodarski zbornici, s svojimi primeri samo še podkrepili. Naš trg se je v času gospodarske krize znižal za več kot 50% na domačem trgu, torej praktično 40% obsega iz leta 2008. Tej situaciji smo se prilagodili z znižanjem stroškov, znižanjem zaposlenih, z novimi programi, novimi dejavnostmi, skratka z racionalizacijo in optimizacijo poslovanja. Žal se je v tem času bistveno povečala obremenitev našega podjetja oziroma podjetij iz naše dejavnosti. Država je z novimi dajatvami na področju energentov, na področju okoljskih dajatev, na področju koncesij, nadomestil za stavbno zemljišče izjemno obremenila poslovanje našega podjetja. Za ilustracijo naj navedem, da trenutne dajatve iz naslova obnovljivih virov energije, koncesij in raznoraznih nadomestil že dosegajo skoraj 15% bruto dodane vrednosti podjetja. V primeru pa, da bo vlada še povečala dajatve iz okoljsko dajatev, pa bo ta obremenitev prišla preko 20%.
To bo bruto dodane vrednosti. To bo tako izjemno v bistvu obremenilo naše poslovanje, da ne govorimo več o tem, da je ogroženo 10, 15, 20% delovnih mest, ampak govorimo o tem enostavno, da bodo podjetja prenehala poslovati. To so tako velike obremenitve, ki nas dajo v popolnoma nekonkurenčen položaj v primerjavi z našimi konkurenčnimi podjetji iz sosednjih držav. Za ilustracijo povem, da v Italiji, na Portugalskem, pa na Hrvaškem, blizu slovenske meje, opekarne prehajajo na kurjenje s petrol koksom, zato ker je to pol cenejši energent, kot je zemeljski plin. V Sloveniji še vedno v bistvu vztrajamo na zemeljskem plinu, ker je to najčistejši energent. A nas bo država prisilila, da bomo tudi v Sloveniji šli na petrol koks, to pomeni, da bomo šli 40-50 let nazaj v razvoju naše tehnologije. Kaj bo to pomenilo za okolje? Ker v nasprotnem primeru v bistvu enostavno ne bomo imeli več pogoje za poslovanje. Torej, tukaj so te stvari, ki mislim, da se država premalo zaveda, kaj to pomeni za poslovanje podjetij v naši branži. Tako da jaz apeliram tukaj na tiste, ki odločajo, da dejansko še enkrat premislijo, da ne bodo v bistvu z temi ukrepi naredili bistveno več škode kot dobička. Kajti, če se malo sarkastično izrazim na koncu, saj z novimi dajatvami bomo res za ekologijo v Sloveniji naredili največ, ker bo enostavno industrija prenehala z poslovanjem. Poleg tega ljudje ne bodo imeli niti za bencin, da bi se vozili z avtomobili. Jaz bom se mogoče osredotočil najbolj na to predvideno dodatno dajatev na emisije CO2. Kot veste, so podjetja, kot je naše, vključena v trgovalno shemo z emisijami CO2 in po naših podatkih in vedenju nikjer drugje v Evropi podjetja, ki so že vključena v to trgovalno shemo, niso obremenjena z dodatnimi dajatvami povezanimi s CO2 emisijami. Bilo je že omenjeno, da je industrija že v preteklosti veliko naredila na zmanjševanju emisij in samo na primeru Salonita lahko povem, da smo mi recimo v zadnjih 10 letih znižali emisije CO2 iz naslova uporabe goriv za več kot 25%. Tako da dejansko ti ukrepi, ki so bliže v preteklosti, se pravi ta transformativna shema in tudi drugi ukrepi države funkcionirajo in industrija se je temu prilagodila, smo se posodobili. Hkrati bi omenil še to, kar je bilo tudi že omenjeno, da je prišla kriza in najbolj je prizadela mogoče gradbeništvo in naša edina šansa za to, da smo preživeli kot podjetje, je bilo to, da smo se prestrukturirali in obrnili na tuja tržišča. Zdaj pa s temi dodatnimi dajatvami, ki jih drugje pri drugih proizvajalcih ni, bomo postali popolnoma nekonkurenčni. Lahko samo povem, da mogoče recimo ta dodatna obremenitev bi predstavljala v naši stroškovni strukturi do 20% in to seveda pomeni, da je ogrožena naša konkurenčnost in tudi sposobnost dolgoročnega preživetja. Mogoče bi se še dotaknil tega, ko sem zdaj se pripravljal na ta dogodek današnji, smo poiskali kontakte z našimi kolegi iz Evrope in na koncu mi je kolega iz Švice napisal, ja, pred nas takih dajatev ni kot dodatna obremenitev, ker so ti ukrepi povezani s CO2 pravzaprav namenjeni spodbujanju prestrukturiranja v nizkoogljično družbo, ne pa polnjenju proračuna. Podjetje Vipa Videm Krško je proizvajalec časopisnih in pa grafičnih papirjev na reciklirani bazi, sodi v sam sklop energetsko intenzivnih podjetij in tako kot ostala energetska intenzivna podjetja, tudi pri nas se dajatve na področju energentov v zadnjih 3 letih bistveno povečujejo. Se pravi, če povem konkretno, od leta 2010 do današnjega dne so se te dajatve dvignile za 35%, tako da danes dosegajo nominalno vrednost 1,5 milijona evrov. Če naredimo primerjavo z ustvarjeno dodano vrednostjo podjetja, to predstavlja 15%. Ta dvig obremenitev na področju energentov je tak visok, kljub dejstvu, da je podjetje v tem obdobju za več kot za petino znižalo porabo električne energije in pa toplote. To pomeni, da je dejansko rezultat dviga cen obremenitev.
v bistvu to, kar že danes plačujemo, se pravi obremenitve za nabavo in za lastno proizvodnjo električne energije, se pravi za trošarino, prispevek za obnovljive vire, ki je lansko leto se dvignil za 150% in je bil namenjen samo, se pravi, porabi električne energije. V letošnjem letu se je ta prispevek razširil še za porabo trdih goriv in pa plina. Dejansko to, kar nas pa najbolj skrbi, kot je bilo že omenjeno, je ravno ta grožnja, se pravi uvedba dajatve za CO2. Dejansko podjetje, naše podjetje je že podvrženo shemi trgovanja z emisijskimi kuponi in v bistvu smo na tem področju že tako obremenjeni letno cirka 400 tisoč evrov in ta odstotek se vsako leto povečuje. Ta dajatev CO2 pa bi za podjetje pomenila še dodatni 2 milijona evrov na letnem nivoju obremenitve. Tako da bi se skupne obremenitve dvignile na 26% bruto ustvarjene dodane vrednosti. To pa je dejansko tak strošek, da ga podjetje, bomo rekla, v izredno trdem konkurenčnem boju z našimi konkurenti iz zahodne in pa severne Evrope enostavno več ne more absorbirati. In s tem je dejansko ogroženo tudi poslovanje za naslednje leto in pod vprašaj se postavlja zaposlitev 500 ljudi v našem podjetju in pa še najmanj 80 ljudi, ki so zaposleni v storitvenih dejavnostih in neposredno vezani na proizvodnjo papirja. To, kar nas najbolj v bistvu tare, je to, da se vse skozi v tem obdobju bistveno zmanjšuje naša konkurenčna sposobnost in naša konkurenčna primerljivost z našimi konkurenti v zahodni in pa severni Evropi, ker dejansko papirnice plačujejo bistveno manj ali skoraj nič obremenitev na energente. Glede na to, da podjetje izvozi 85% naših proizvodov. Druga stvar, ki pa je to, da te obremenitve dejansko dušijo investicijska vlaganja v razvoj, tako v nove izdelke kot v tehnologijo in dejansko onemogočajo prestrukturiranje proizvodnje. In to je tisto dejansko, kar moramo povedati, da so v bistvu te obremenitve, ki vsako leto na novo se dvigujejo s tako visokim odstotkom, dejansko zdaj prišle na tak nivo, da enostavno stroškovno, se pravi stroškovna učinkovitost podjetja tako drastično pada, da dejansko več enostavno ne vidimo možnosti za, bom rekla, normalno poslovanje in pač zagotavljanje delovnih mest. Prihajam iz majhnega podjetja, z Kozjanskega, Vital Mestinje, zaposluje 35 ljudi in imamo 5 milijonov evrov letnih prihodkov. Za to okolje je naše podjetje izjemnega pomena. Živimo že 50 let, na to smo ponosni, lani smo praznovali, vendar v vseh teh letih nismo doživeli takega udarca, kot ga bomo doživeli letos z davkom na sladke pijače. Če sem vam povedala, da imamo 5 milijonov evrov prihodkov, je alarmanten podatek ta, da bomo na te prihodke plačali 2 milijona evrov trošarin na vse brezalkoholne pijače, ki jih pač proizvajamo. Proizvajamo vse segmente, od sirupov do sadnih pijač in to spada vse pod ta trošarinski zakon. Moram povedati še to, da bodo najbolj tukaj to občutili potrošniki, ki so cenovno najbolj občutljivi. Če vam dam en primer, da danes stane ena pijača na polici recimo 25 centov, bo potem po tej obdavčitvi toliko trošarine, se pravi več kot 100%. To je za nas absolutno poguba, mi tega denarja nimamo kje vzeti, mi smo stroškovno se že popolnoma očistili in za to okolje je lahko to resnično socialna bomba. Tukaj so vezani tudi naši dobavitelji, konkretno na dvorišču imamo dobavitelja Plastenk, ki nas oskrbuje več kot 50% in tudi njegov obstoj je absolutno vprašljiv. Tako da predlagamo vsem, ki so v to vpleteni, da od tega odstopijo, ker vsi dobro vemo, da gre tukaj za polnjenje proračuna in ne za ta namen, ki ga nam ga predstavljajo. Torej, uvedba trošarine oziroma davka na sladke pijače pomeni za Fructal resne ekonomske posledice. Izračunali smo namreč, da bo tega davka kar 2 milijona evrov. Lahko si predstavljate, kaj pomeni, glede na to, da je Fructal lani imel 1,6 milijona evrov dobička. Torej, Fructal bo zaradi tega davka posloval z izgubo. Dejstvo je, da imamo stabilnega lastnika, da naš lastnik ogromno investira v Fructal,
Pogovarjamo se pa o tem, da bomo del proizvodnje ali celo kompletno proizvodnjo morali preseliti. Rad bi povedal tudi to, da je davek diskriminatoren. Dejstvo je namreč, da industrija pijač porabi približno četretino vsega sladkorja. Problem je tudi to, da davek dejansko ne bo zaščitil potrošnika, ker te razlike v ceni oziroma tega davka ne bomo mogli prenesti v maloprodajne cene oziroma ne bomo mogli teh cen povečati, da bi to dejansko vplivalo oziroma zaščitilo potrošnika. Torej, lahko povem, da ta davek pomeni konkretno izgubo v poslovanju, posledice bodo drastične, Fructal zaposluje 270 ljudi in na lokalni ravni bo to tudi hudi udarci. Jaz bi začel z besedami, ki smo jih poslušali še nedavno, se pravi spodbujali bomo rast gospodarstva, ustvarjali pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest, ne bomo dodatno obdavčevali gospodarstva, vse to so besede zdajšnje vlade. Dodal bi pa še en stavek, ki smo ga vsi prebrali lansko leto v časopisu gospoda ministra Židana, da uvedba davka na sladke pijače je škodljiva za prehrambeno industrijo in ne rešuje zdravstvenega problema pri mladostnikih. Vse to očitno so vsi te vladni predstavniki hitro pozabili, ko so prišli zopet na oblast in delajo spet po tisti stari metodologiji vzemi tam, kot je, in vladaj dalje. Zdaj Dana sama, kako bo trpela ta davek, Dana je 62 let staro podjetje, v zadnjih 10 letih smo vložili v podjetje 15 milijonov evrov, to je za majhno podjetje 100 zaposlenih ogromno, stroškovno smo se preoblikovali podobno kot vsi ostali moji kolegi, da smo sploh preživeli do današnjega dne, vendar vsem nam in našim lastnikom signali zdajšnjih ukrepov vlade se postavljajo vprašaj, a sploh še smiselno vlagati v podjetje, ali pustiti to panogo pa preseliti denar nekam drugam. Potem druga stvar, ki bi poudaril, v letošnjem letu smo po dolgih letih zmanjševanja zaposlenih povečali število, se pravi povečali smo za 400 delavce, kar smo zelo ponosni. Kako naj zdaj vsem tem sodelavcem povem jutri, da bomo mogli odpustiti 10-20%, ker enostavno Dana tega davka ne bo prenesla. Zaključil bi pa z eno tako anomalijo, na sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo z gospodom Židanom smo prišli do problema, skozi nam govori o škodljivosti sladkih pijač. Vino, vsi veste, kaj je vino. Vino je v Sloveniji tretirano kot hrana in ni pod vplivom nobenih trošarin dodatnih na alkohol. Grozdje tudi poznate vsi. Se pravi, grozdni sok, ki se dela z tega grozdja, sladkan za sladkorjem, je škodljiv za naše mladostnike. Vino, v katerem so letos, ker je bila slaba letna, dodali tudi 40 do 50 gramov sladkorja, je pa hrana. Se pravi, signal je, pijte vino, boste imeli problemov z alkoholizmom, ampak vsaj debeli ne boste.